Moje pesmi, večina njih, oziroma kar predsejšnje število mojih pesmi, takšni, da imajo na koncu pesmi poanto. Poanto, to pomeni, da moraš celo pesmi poslušati, da veš, o čem naprej jaz govorim. Eno pesem vam, verjetno poznate, ne šraufe, to vam ne treba krasti. Čist na koncu povema. In tudi ta naslednja pesem ima tako poanto, čist na koncu. Se pravi, vsa celotna pesem je za to narejena, da lahko jaz na koncu nekaj pametnega povem. Da so pesme 20 ljubic. Žalostna pesem, grozna pesem, joj mene, kaj je to. Da ne bo preveč žalostna, jo bomo popetrili s ploskanjem, ampak tu bomo tako naredili, ko jaz prikimo, vi kar ploskate, potem vam kot kimo pa nekaj. Da poskusimo. Super. Bravo, sem preveril, če deluje, ne pa da res. V ognju imam železano, s krnočem samostan. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se kdo misli, da lepo mi je. Me vsaka leo pamet spravlja in mi živce že. Ena ljubica mi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tonke skušala, da je nikjer več ni. Četrta je varne stobeta, a v norišče. Šesta tok zaudarja, da bi narajo pokopal. Sedma nora je ko noč, a hoče zmermet prav. Osma pravi, narvinej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi narej zaljubil ran. Moram vam priznati, da se ta vsekar gnusivi, najprej zdravje, bolj kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11. garje in vnožima, na kup pasti in žovce ne sporginja 12. Da vas tudi za tvojte zdravko in Ko nikoli ne srečemo, 14 se boli, zmeri je slabo. Grada 15 postala nuna, nič nimamo te. 16 pa nosi luna, poti do deke. Bi me rajo dom za starce dal, 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. spisal življenja je prepir, 20. nenihno bivala zelo prepir. Imam železeno, s krvočem samostan. In zato kar 20 ljubic jaz imam najkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno, kvalitetno si dobi. Pameten le eno, kvalitetno si dobi. Ali pa za ženske, pametna le enega, kvalitetnega dobi. Tak se je pesem končala pred leti. Potem sem pa malo tukaj. To je bila zdaj poanta, da enega dobiš kvalitetnega in potem se ti dobro godi, vendar sem spoznal, da je treba dodatno razlago še dodati za tiste, ki nimajo izkušenj z življenjem v dvoje. Ko spoznavaš simpatičnega ali pa simpatično, a ne, in jo želiš osvojiti, se kažeš v najboljši možni luči. To pa pomeni, da takrat, ko se dva spoznavata, spretno prikrivata svoje pomanjkljivosti, se kažeta idealnega in kvalitetna, drugega sta prepričana, da so spoznala angela. In prevzeta nad to srečo, ki jo imata, da so spoznala takšnega kvalitetnega partnerja oziroma partnerko, se odločita za skupno življenje.
Vendar po določenem času skupnega življenja nastopi trenutek, ko se partner sprosti. Ko se pa partner sprosti, pa pridejo na plano tudi kakšne pomanjkljivosti, ki jih je prej spretno prikrival. Tako da karkoli si dobil, po določenem času skupnega življenja nastopi trenutek, ko pogledaš svojega partnerja, pa si misliš, joj mene je ikata ja. Odkot si se pa ti vzel zema? Takega te pa ne poznam. On pa tebe gleda pa z isto misli. Tako da, to je žalostna resnica, bodite pripravljeni. Ko nastopi ta trenutek, kako se treba odzvati, ne boš je tem, da se takrat za roke primete. Se gledate iz oči v oči, pa druge bo zapojete. Joj mene je ikata. Zdaj bomo še enkrat zapeli, tisti, ki ste samski, vi potrenirajte, tisti, ki ste v dvoje, vi si pa dajte duška. 3, 4. Joj mene je ikata, ja. Pa vi zapojete, da slišim, joj. Oj, 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 oj.